mestno jedro preveva vonj po palačinkah. No, kako tudi ne, saj so ob prazniku četrtni skupnosti vsi predstavniki pekli palačinke. No, višek dogodka pa so podeljena priznanja najbolj zaslužnim četrtnim skupnostim. Pa si poglejmo torej nekaj utrinkov. Najprej torej, kako ocenjujete obisk, samo predstavitev vseh četrtnih skupnosti? No, danes je praznik četrtnih skupnosti našega mesta, naše mestne občine Slovenj Gradec. Dobro, ura je na začetku, ljudje prihajajo, četrtne skupnosti pa se predstavljajo tokrat s pripravo palačink. Prav je, da je tu nekaj novega, nekaj posebnega, pa ne nazadnje izvirnega, palačinke z različnimi sadnimi domačimi nadevi. In kasneje pa je tudi sledi podelitev priznanj, ki jih četrtne skupnosti vsako leto podeljujejo tistim, ki smatrajo, da si jih najbolj zaslužijo. Seveda na mestni občini smo veseli teh dogodkov na mestnem trgu, na Trgu Svobode. Tega si želimo še več, na trg želimo pritegniti čim več ljudi in nekako vdahniti življenje temu našemu lepemu trgu. Ne nazadnje pa tudi morebitni obiskovalci, naključni obiskovalci lahko začutijo nek utrip življenja v našem mestu in prijazne ljudi. Danes je še posebej lepo vreme, tako da bi rekel, da poletje pričnemo z lepim vremenom in s praznikom. In s palačinkami torej. Katere pa so tiste četrtne skupnosti, ki si prislužijo nagrade, kot ste že uvodoma sami dejali? Ja, poglejte, četrtne skupnosti v svojem krogu izberejo nekoga od posameznikov ali društev po merilih in podeljujejo ta priznanja četrtnih skupnosti. Zdaj na pamet ne vem, kdo vse ta priznanja dobi, ampak kasneje ob 11. bo razglasitev, bo podelitev teh priznanj. Nekaj je društev, nekaj je posameznikov. No, moram povedati, da od društev četrtna skupnost Mesto Center je podelila letošnje priznanje Turističnemu društvu Slovenj Gradec, na kar smo seveda izredno veseli in pa ponosni. Tukaj grejo seveda čestitke tudi vam. Ja, dobro, društvo je širše zastopano, seveda priznanje bom prevzel jaz, ampak so posamezniki v društvu oziroma ekipa, ki na tem delamo in veseli nas, da smo tudi pravzaprav v domačem okolju na tak način opaženi in s tem priznanjem je nekako potrditev našega dela. Mi smo sicer že tudi v lanskem letu dobili priznanje Turistične zveze Slovenije, nekatera druga priznanja v preteklosti, ampak mislim, da to današnje priznanje pa je v okviru lokalne skupnosti pravzaprav prvo, kolikor se spomnim, in res smo veseli. Zdaj ste odgovarjali torej kot predsednik turističnega društva, če vas lahko poprašam še kot predstavnik občine, kakšni so torej kriteriji za nagrade? Ja, poglejte, kriteriji za nagrade, aktivnost, pripravljenost sodelovanja, pojavljanja v družbi, kakorkoli, na kakršnem koli področju nek viden prispevek k življenju, k utripu življenja, k urejenosti kraja, tako da so tu, bi rekel, nagrajenci z različnih področji. Skupni pa je prispevek, ki ga dajo v mestno občino Slovenj Gradec, v kraj, v življenje v kraju in tako je tudi prav. Torej danes vse četrtne skupnosti pripravljate palačinke. V čem je torej čar vaših palačink? Čar naših palačink je, da so drugačne od vseh drugih. Po čem? Da so boljše od vseh drugih, pa še lepše so od vseh drugih. Skromnost ni vaša posebnost. Zato, ker menim, da so vse palačinke, ki se danes pečejo, zelo dobre in imajo vsaka svojo skrivnost. Mi pravzaprav skrivnost imamo v skrivnem receptu in v skrivnih dodatkih, tako da lahko izdam samo tisto, kar se vidi. Vidi se odlično testo, dobro zapečeno, vidi se borovnice, skuhane, zavrete borovnice s sladkorjem, z vaniljem in vidi se stepena smetana, potem pa samo procedura, kako si sledi. Borovnice damo na polovičko palačinkinega testa, potem jih zložimo, še enkrat borovnice, potem damo smetano
še enkrat malo za okrasek borovnic in potem najdemo občanko ali pa občana, ki si želi dobrega okusa. No, gledalke in gledalci žal ne morejo vonjati, no. Prisoten je tudi odličen von. Ja, to je pomembno. Tisti, ki se malo ukvarjamo s kuharijo, vemo, da je tako videz, okus in seveda von pomembna sestavina kulinarike in tudi našega procesa priprave teh palačink. To je pa zelo resno, ne? In kot ste se sami prepričali, je tudi von poleg videza, o okusu boste pa lahko povedali kaj pozneje, ko boste jih probali. Torej, gospa, v čem je čar vaših palačink? Čar mojih palačink, naših palačink je različne vrste marmelade. Ja. So doma pripravljene? Vse so doma pripravljene, edino, kar je že pušpan, mi rečemo, ali pa, kako se reče po slovensko, pušpan. Tudi sama ga poznam pod pušman. Ja, pravi te rečejo, ali pa pušpan. Korošci tudi pravimo na tek, ja. Nasplošno, s čim se ukvarja četrtna skupnost Center, torej tukaj po to stojnico zdaj stojimo? Razne prireditve imamo, pol pa pomagamo, da če se kaj naredi, da jim občanom pomagamo, pa različno z ročnimi deli. Gospa Košan, s čim se konkretno ukvarja četrtna skupnost Stari trg mesto sama in verjamem, da tudi gledalke in gledalci vemo, ker vas dostikrat lahko zasledimo tudi v oddaji Aktualno na televiziji Slovenj Gradec, a vendarle bi vas prosila za nek kratek povzetek. Ja, zdaj četrtna skupnost Stari trg, odkar ima žensko kot predsednico, se dosti ukvarja z ročnimi deli. Zdaj vsako spomlad vedno imamo neke ustvarjalne delavnice, tudi potem v jeseni nadaljujemo z raznimi jesenskimi aranžmaji, seveda buče so še vedno neka stalnica v Starem trgu. Tako da pravzaprav je tak, kako bi rekel, neki doprinos nekega ženskega predsedstva. Tudi te prireditve, ki so zdaj tu v mestu zadnja leta v okviru četrtne skupnosti, je nekak ideja vseh, pa tudi mene in predsednice centra, da pač na tak način pravzaprav tudi malo kulinariko v mesto pripeljamo, malo oživljamo. Drugače pa seveda bom tudi še zdaj enkrat rekla, predvsem zadnje 2 leti četrta skupnost Stari trg dela na suhodolnici. Zdaj prvi rezultati so vidni. Jaz upam, da bo 25. junija uspelo na tak suhodolnica party. To so bile verjetno več kot polovico mandata, predvsem te naše aktivnosti zelo intenzivne in hvala Bogu tudi uspešne. Pa še eno stvar naj mogoče poudarim, to, kar v Starem trgu že nekaj časa je na programu, smo že mi kot v tem sestavi svet dobili že od prejšnjega, je to, da nekako uredimo pot nagrad, da nekako začnemo obnavljati tisto, kar je treba na novo postoriti in to smo tudi zdaj tudi nekako uspešno začeli in pričakujemo, da bomo do konca mandata, to pomeni tam nekje na sredini septembra tudi naredili eno tako ponovno oživitev oziroma popeljali naše Slovenjgradčane na novo urejeni poti nagrad. Čisto na začetku, s čim se lahko ponaša četrtna skupnost Legen? Ja, četrtna skupnost Legen se lahko ponaša z različnimi dejavnostmi. Aktivni smo tako na športnem kot na družbenem področju. No, zelo radi pa se udeležujemo tudi takih srečanj, kot so danes, ker je ta praznik četrtni skupnosti. No in kot ste videli, smo pripravili peko palačink. Mislim, to je zadeva že dokaj stara, pa še vedno zelo aktualna. Radi se palačink poslužujejo tako mladi kot malo manj mladi. Za namaze palačink smo izbrali zelo različne zadeve, tam se da videti, razbrati, tako da tisti ljubitelji palačink, ki pridejo, si lahko tudi sami izberejo po lastnem okusu, kaj želijo. S čim se lahko ponaša četrtna skupnost Štibuh in v čem je čar današnjih palačink? Četrtna Štibuh se lahko ponaša pravzaprav skoraj največja četrtna skupnost v mestni občini Slovenj Gradec. Danes je praznik četrtne skupnosti in tudi družabni del peka palačink. Kakšne so vaše palačinke, poleg tega, da so dobre? Zelo dobre so malo drugačne oblike kot vseh ostalih, malo bolj abstraktne oblike, pa kljub temu so dobre.
Kdo skrbi za to abstrakcijo pri palačinkah? Ja, vsi po malem, predvsem pa te naprave, ko jih pečejo.